Živjo, jaz sem Vina, to je moja mlajša sestrica Vita in to je moj oči Jaka Vukotić, ki je ilustriral knjigo Ne pozabi na naslov. In zadaj v opisu piše, da zelo rad peče pice in to je res in zelo dobre speče. In tudi zelo rad se z nama igra. In to je to. Zdaj pa še Vita, ti kaj povej? To pa je še mačka Karla, ki je že velikokrat bila na televiziji. Živjo, sem Gaja in sem avtorica slikanice Ne pozabi na naslov. Kadar ne berem, kar zelo rada počnem, in kadar ne napišem kaj svojega, občasno kaj prevedem iz angleščine v slovenščino, sicer pa delam tudi kot urednica. To pomeni, da se v mojem službenem času tako rekoč vse vrti okoli knjig in to predvsem otroških in mladinskih knjig. Kaj pa delam v prostem času? Zelo rada sem v naravi, kjer se zelo rada ukvarjam s športom, tako da so pri nas doma vsi prostori, ki niso zapolnjeni s knjigami ali pa otroškimi igračami, pa polni razne športne opreme. In pa obožujem morje. Vsako poletje se tako kar preselim na en otok, kjer nastane tudi večina mojih zgodbic. In ne boste verjeli, večina idej mi pade v glavo med veslanjem. Tako, zdaj ste izvedeli nekaj malega o meni. Zdaj pa kar predlagam, da vam na kratko predstavim tole slikanico, ki je, kot ste mogoče že razbrali iz naslova, malo hecna. Osnovna ideja je bila, da tole miško, ima fina očala, a ne? A veste, da jih je tudi meni posodila, da bi preverili, če mi pašajo? Kaj mislite, ja ali ne? Skratka, tole miško sem vtaknila v knjigo, ne da bi zraven napisala, kdo sploh je, kaj dela tu, kam je namenjena, kaj se ji bo zgodilo. Tako da miška nekoliko izgubljena, tava po straneh te knjige in ne ve, kaj tu počne, nič ji ni jasno. In iz tega potem nastanejo različne hecne situacije in pa zapleti. Ni pa v tej knjigi sama, sploh ne. Predvsem ji družbo dela tale roza miška in pa tudi maček. Zdaj pa kar predlagam, da skočimo še malo bolj med platnice, da boste videli, kaj vse se miški zgodi. Ne pozabi na naslov. Pa ne, da je to naslov, nemogoče. Da je ta knjiga polna hecov. Zdaj gre pa kaj miška. Prvič se sprehajam po prekrasni beli strani. Kako vznemirljivo. Le kaj vse me čaka. Juhuhu. Kaj pa je tukaj? Tukaj je belo. Vse belo, a ne? Ja. A miška pa kle hodi. Ja, kamor ni nobene miši. Nobene druge miši ni, a ne? Ne. Je pa mačka. Mačka je tukaj prišla, a ne? Ja. Tudi tu ni naslova. Čakaj, kaj pa so tisti pisani listki tamle? Bah, nič uporabnega zame. Le, kje so eni listki. A ti preberem, kaj gor piše? Kje piše spet, ne pozabi na naslov, piše Gaja Kos, riše Jaka Vukotić. A to veš, kdo je Jaka Vukotić? Ti. Pa miška dol pogleda in nekaj modrega okroglega vidi in reče, tole pa že ni nobena miš. Namreč v tej modri okrogli stvari piše miš notri. Po mojem je žoga. Le čigava bi lahko bila? Seveda, od miši, zato pa piše gor miš. Čakaj, mogoče pa zame? Darilo? Kaj pa je ta modra okrogla stvar? Znak od založbe, ja, ki se mu reče tudi logotip. Kaj pa misliš, da je res to? Ja,
oči, znamka te založbe miš. Aha, ni pol darilo. Ne, sam tako je za hec narejen. Kosmiči, 2 jogurta, ementalec, čim več lukenj, 4 žemlje, nariši nahrbtnik. Naslov? Če kaj vem, bi moralo tule pisati, nekoč je živela miš ali kaj takega. Ojej, kaj pa če je to slučajno knjiga brez zgodbe? Ne. Kaj misliš, da je? Kaj ponavadi v knjigah res pišejo kaj tazga, a ne? Ja, na nek način Tukaj pa ne pišejo, je, ne? ampak na nek način je, zgodba na nek način pa ni. Misliš, da je ta miška, da ji ni nič jasen? Ampak nič, torej tudi nobenega imena, torej sem samo miš ali pa miš, mogoče miš številka 1, vaše veličanstvo miš, miš velika, miška piška, ne, to mi ne bi bilo všeč. Že vem, princesa Mišolina. Mirno, moje miške, za vse bo dovolj sira. Naj živi kraljica, ementalca bi. Kozji sir je zakon, a dobimo tudi sladoled. Je. Kaj pa je pol tukaj se pa že nekaj dogaja, ne? Ja, se ja. A pa ste ona domišlja, ali ne? Ja, danes se to domišlja. Saj res, nahrbtnik imam, saj ilustrator opravlja svoje delo, pa poglejmo, kaj je vtaknil van. Oho, hlebček sira, vsaj malico sem dobila. Doriši luknje. Bom kar malo Bom kar malo prigriznila, potem pa še malo zadremala, ker se tako ali tako nič ne dogaja. Kaj pa je to? Sir. Sir. A tak sir je bil tule noter? Ja. V tako majhnem nahrbtniku tak velik sir? Ja. Mislim, že je to mogoče. Ja. Je, a ne? Ja. Je, a ne? Kaj pa, a veš, kaj pa tukaj piše? Doriši luknje. Doriši luknje, to je luknje. To je ona ubiznila. To je ona že pojedla, ampak zgleda, da je ta sir, a vidiš, nima nobenih lukenj, a ne? Pozabil je, unkaj to risal, je pozabil luknje narisati. Ja. Bohaj, kdo je to risal, a? Ti si to risal. A ja, a sem jaz malo pozabil luknje? In kaj se tule zgodi, naša miška? Ja, in tudi že smrči, takole. Tako, ja. Ampak, zdaj pa se začne nekaj dogajati. Tule imamo eno modro miško, ki reče psss. Tule imamo eno miško na rolerjih. In tule je četica mravelj, ki rečejo, ej, toliko sira leži naokoli, tisto miš bo pa vse prespala. Ko oni ne vejo, da so to ostanki od unga sirčka, ki ga je ona že jedla. Tle se pa zdaj sploh dogaja. Kaj vse počnejo te miške? Ta? Ta gre na skiroju. Ja. Kam grejo tile s temi klobučki? Na rojstni dan. Ja. Kam pa ta šiba misliš? Na rojstni dan. Kaj pa te dva? Kam misliš, da se peljeta? Nekam. A mogoče tudi na rojstni dan? Mogoče zgleda, kot da vsi na eno zabavo hitijo. Naša miška pa tako trdno spi, da ničesar ne sliši. In še naprej smrči. Kaj tako ti to delaš? Smrčim. Tako miška. Dolg čas vleče se mi kot topljen sir. Dobra pisateljica bi zdaj gotovo omenila mačka ali. Ej, zbuja se, šibajmo. Aha, ona misliš, da je to dojela, da se je to vse dogajalo? Ne. Prespala, a ne? Ja, vse je prespala. Doriši jašek. Zakaj to piše? Ker tam je, to pa tam ni. A tale? Ja. Aha. Še eno miš. Hej, kaj pa ti tukaj? Nimam pojma, ker nič ne piše. Preveri, ali obstaja roza miš. Ti misliš, da obstaja roza miš? Ne. Razen ko je mladiček, je take barve. Ja, to pa je. Kaj pa so ti dali v nahrbtnik? Saj res. Mačka? Mačka? Kaj pa leze iz tega nahrbtnika ven zdaj? Maček. A to je njegova taca? Ja.
Oj, a si upava naprej pogledati? Ja. O, poglej, to je ta strašni maček. Končno naletim na dve živi biti, ki mogoče veste, zakaj so me stlačili v premajhen nahrbtnik, pa odneseta pete. Zakaj nikjer ne piše, kaj počnemo v tej knjigi? Reži se, kdor se more. Uf. V pravi knjigi bi tule gotovo že pisalo. In miši sta živeli srečno do konca svojih dni. Sta one dve zdaj zbežale pred mačkom. Ja. Res ne pozabi na luknje, kle piše pa, jutri nujno pokliči Gajo in vprašal, kaj je z besedilom. Miški se ustrašita in zbežita. Pa en takle, kaj je ta mucek? Grozen ali prijazen? Prijazen. Ja, čist prijazen mucek ven zleze iz tega nahrbtnika in reče: končno naletim na dve živi biti, ki mogoče veste, zakaj so me stlačili v premajhen nahrbtnik, pa odneseta pete. Zakaj nikjer ne piše, kaj počnemo v tej knjigi? Vmes pa miški šibata, kot da jima gre za življenje, in Roza miška vpije: reši se, kdor se more! Siva miška pa reče: uf, čisto je zadihana. V pravi knjigi bi tule gotovo že pisalo: in miši sta srečno živeli do konca svojih dni. Ampak ne, to ni taka navadna knjiga. Preveri, kakšnega okusa so luknje brez sira. Kakšnega okusa pa so? Nimajo okusa, ker mislim, ne obstajajo. Obstajajo, samo ne sirove luknje, ampak nekaj, kar na primer na cesti luknje. Pa jaška, pa cel. To je najbolj neprava knjiga, kar jih poznam. In ravno v takšni knjigi dobiva glavno vlogo. Ja, to je še bolj bedno od lukenj brez sira. Ona bi najbrž, mislim, že bi bile rajše v kakšni drugi knjigi. Ja. Da bi bilo več zgodbe. Ja. Kaj pa je tukaj vse, lej? Hej, tu nekaj končno piše. Ne veseli se prehitro. Konec? Bolje takšen konec kot v mačkovem želodcu. Tukaj piše: pokliči urednico, pa pridem zvečer, pogrej si pico. Pa Kdo pa je to? Ovca. Tukaj piše: ni še konec. Čeprav piše konec. To pa je redkobesednost. To je lenoba. Ne resnost. Sramota. Ej, tam ima norice. Mogoče pa res, ja. Ona ima že dve rdeči pici. Ne, pa res. Ja, mislim, da se je že malo nalezla. Ja. Ojej. No, tule pa prideta, utreta si pot izmed listkov, pogledata na drugo stran in vidita, da nekaj piše, in Siva miš reče: končno! Roza miška pa reče: Glavna vloga. ne, Roza miška pa reče: ne veseli se prehitro. In zdaj Siva miška res prebere, kaj tule piše. To znaš tudi ti prebrati, kaj piše? Konec. Ja. Bolje takšen konec kot v mačkovem želodcu. Konec. Ni še konec. To pa je redkobesednost. Ne, to je lenoba. Ne, neresnost. Sramota. Ni jima bilo všeč, a ne? Ej, ampak še nekaj piše. Pa res, bla bla bla, v glavnih vlogah Rita in Mici. Hej, to sva mi dve. Kje pa to piše? Še prav posebej ima odnak. Ja, še vedno ni konec. Jaz sem Mici, živela Mici. Kako veš? Kaj pa, če sem jaz Mici? Ti si Roza, kot ena Rita. Zato si Rita. Roza je najlepša, da veš ti, Mici, cici, prdici. Kakšna trapasta knjiga. Hočemo drugo knjigo. A se tebi tudi zdi trapasta ta knjiga? Ne? Ne. A ne tako kot miškam? Ne. Začni sam pisati knjige. No.
Zdaj pa konc. Ne, ni še konec. A. Kaj pa Ta to? knjiga je Maček v žaklju. To veš, kaj pomeni. Tako se ime, da je bedna. Kaj pa še kle piše? Gaja Kos rada bere in piše o živalih ter čudnih bitij, kot so grdavži, v prostem času športa obožuje morje. Jaka Vukotič rad peče pice, meditira in se igra z mulci. Včasih napiše tudi kakšen strip ali pa miš. Nariše. Nariše, da sem prebrala napis. Pa z mulci, a ne? Ja. Ampak jaz nisem mulc, da piš. A nisi? Ne, bila sem. Okej.